Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 13. november 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Karierni sejem v Mariboru privabil več kot 2000 obiskovalcev. Mariborski znanstveniki razkrili skrivnost lipidnih nanodelcev, smo korak bližje varnejšim cepivom prihodnosti. Mladi podjetnik iz Ormoža je športno kariero zamenjal za razvoj naprednih dronov in tehnoloških rešitev. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Mariboru včeraj in danes gosti že 10. karierni sejem poklicev in izobraževanja, ki ga je prvi dan obiskalo več kot 2000 mladih. Dogodek velja za nekakšno ogrevanje pred informativnimi dnevi, ki bodo v februarju drugo leto. Na terenu je bila naša novinarka Jasmina Cehnar. Jasmina, kakšen je bil tvoj vtis, kdo vse je bil na sejmu in kaj je mlade najbolj zanimalo? Na sejmu je bilo res živahno, bilo je 134 stojnic, na njih pa se je predstavilo 78 razstavljavcev. Največ je bilo seveda srednjih šol in fakultet kot vsako leto, bila pa so tudi podjetja, ki iščejo predvsem tehnične kadre. Mladi so se zanimali predvsem za možnosti prakse, štipendiranja in zaposlitve po končanem šolanju. Veliko jih je bilo navdušenih nad samimi predstavitvami, povedali pa so tudi, da so po obisku še bolj zmedeni, ker so jim bile predstavljene šole in poklici bolj zanimivi, kot so pričakovali. Zanimivo. Dogodek pa ni namenjen samo učencem in dijakom, ampak tudi staršem. Kaj si opazila? Tako je, organizatorji pravijo, da imajo tudi starši pomembno vlogo pri odločitvah mladih. Sejem je sicer brezplačen in odprt še danes, vse do 16. ure. Včeraj pa ga je obiskalo 44 osnovnih šol, pa tudi drugi posamezniki. Danes je napovedanih 11 srednjih šol, seveda pa so vabljeni vsi mladi in njihovi starši in tudi tisti, ki so se znašli na kariernem razpotju. Super, kakšno sporočilo pa so organizatorji želeli poslati mladim, zakaj so takšni dogodki sploh pomembni? Gre predvsem za to, da mladi spoznajo trg dela in poklice, ki imajo prihodnost. Direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik je poudarila, da je sejem priložnost, da mladi in pa starši na enem mestu dobijo vse informacije o šolah, poklicih in podjetjih, se pogovorijo s kadrovniki, kar ni tako zelo enostavno in mogoče vsak dan, in se lažje odločijo za smer, ki jim res ustreza. Sejem je sicer tako uspešen, da prizorišče v UŠC Leona Štuklja že postaja pretesno. Super, zanimiva, dobra popotnica za naprej. Hvala, Jasmina. Hvala tudi tebi. Kako zagotoviti, da so mRNA cepiva, tista, ki so med pandemijo reševala življenja, res stabilna, učinkovita in varna? Na to vprašanje odgovarjata Urban Bren in Tristan Kovačič z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, so avtorja članka, ki je bil objavljen celo na naslovnici prestižne revije Nature Reviews Chemistry. Njuna raziskava v sodelovanju s podjetjem Sartorius Bioseparations iz Ajdovščine razkriva, da lahko znotraj lipidnih nanodelcev, mikroskopskih maščobnih vozil v prenesenem pomenu za prenos genetskih informacij, potekajo neželene kemijske reakcije, ki poškodujejo mRNA. Posledično cepivo morda ne deluje več tako, kot bi moralo. Avtorja razlagata, kako lipidni nanodelci delujejo, zakaj so ključni ne le pri cepivih proti COVID-19, temveč tudi pri terapijah raka in dednih boleznih, ter kako lahko inovativne kemijske rešitve, kot so novi tipi lipidov ali napredni načini shranjevanja, preprečijo razgradnjo mRNA. Bren in Kovačič poudarjata, da kemijska stabilnost ni obrobna tema, temveč ključ do zanesljive biologije. In prav nadzor nad temi mikroskopskimi procesi lahko odpre pod varnejšim in bolj dostopnim cepivom prihodnosti. Ta zgodba ni le zgodba o znanstvenem dosežku, temveč tudi o tem, kako slovensko znanje spreminja globalno biotehnologijo in postavlja Maribor na zemljevid svetovne znanosti. Dominik Ozmec, 27-letni podjetnik iz Ormoža, je dokaz, da se tudi športnih dvoran lahko pride do vrha visokotehnološkega podjetništva. Še pred 4 leti je nosil prvoligaški dres RK Ormož, danes pa vodi podjetje Ozmec Technologies, ki razvija napredne sisteme za letalsko in obrambno industrijo, med drugim tudi dronske tehnologije.
Po 2 zahtevnih operacijah rame mora športno kariero končati, a to je bil začetek nove poti. Poti inovacij in podjetništva. Sprva je sanjal o izdelavi dirkalnikov, a ker je bil projekt predrag, je skupaj z ekipo usmeril energijo v razvoj kontrolnih sistemov za letalsko industrijo, nato pa v dron tehnologijo. Podjetje danes razvija 2 modela dronov, antidron sistem za zaščito pred napadi in avtonomni dron s 3D skenerjem namenjen delovanju v nevarnih prostorih, od gasilskih posredovanj do vojaških nalog. Čeprav sodeluje s tujimi podjetji in je povpraševanja vse več, Ozmec poudarja, da uspeh ni prišel čez noč. Biti sam svoj šef pomeni imeti svoj delovnik, v resnici pa 2, pravi. Za vsako idejo stojijo izzivi, negotovost in nešteto ur dela. Ozmec želi v domačem Ormožu ustvariti tehnološki hub, kjer bi mladi inženirji in inovatorji imeli pogoje za razvoj, brez da bi morali odhajati v tujino. Njegova zgodba združuje športno disciplino, podjetniško drznost in tehnološko vizijo, ter dokazuje, da uspeh včasih zraste prav tam, kjer se končajo stare sanje. To je bil Večerja zjutraj 13. novembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.